Ljubo doma, kdor ga ima. Za nas bo to kar držalo, kajti kot ugotavlja Evropski statistični urad, imamo med državami Evropske unije prav v Sloveniji največji delež ljudi, ki živijo v samostojnih hišah. Slovenci radi torej živimo v lastnih domovih. Lahko pa tudi najeta nepremičnina ponuja občutek toplega doma. Obiskali smo televizijsko voditeljico Mojco Mavec, ki ji v podnajemniškem stanovanju res nič ne manjka. Novinarka in televizijska voditeljica, popotnica, ki nam na malih zaslonih prikazuje zanimivosti iz različnih držav v oddajah z naslovom Čez planke, v svojem intimnem prostoru ohranja energičnost, ženstvenost in lahkotnost. S prihodom stlakovanih ulic Stare Ljubljane in mestnega živžava v Mojčino stanovanje se gost hitro prepusti občutku radovednosti in kot Alica prestopi v čudežno deželo. Mojca, živijo. Boštjan, živijo, lahko jaz začnem. Lahko. Eno vprašanje. Kako se počutiš v tem stanovanju? Aha, kar iskreno pa to. Rožice. Ja, zelo moško, res. Prekipevam od testosterona. Fantje se vedno pritožujejo, da v tem stanovanju ni prazne stene, premalo praznine, preveč polno vsega. Poglej, ženski dotik je več kot očiten, ampak meni je super. Vseeno se zadnje ti tukaj živiš. Predvsem mi je pa, veš kaj mi je všeč? Prehod iz teh sivih tlakovcev v pravljico. Ti si sanjski gost, zelo prijazno, hvala. Vzdušje tvori veliko zanimivih detajlov, za katere bi težko rekli, da spadajo v en sam slog. Vsekakor lahko rečemo, da Mojca Mavec ni ljubiteljica minimalizma, dovršenih linij, kompletov, bodisi kozarcev ali pohištva. Stanovanje, v katerem živi, je precej majhno za vse predmete, ki veliko pomenijo. Namesto, da bi jih pospravila v klet ali omaro, se je z njimi obkrožila in so del njenega vsakdana. Mogoče ima zato obiskovalec občutek, da je v galeriji, kjer lahko opazi tudi vazo še iz obdobja Bauhausa. Slovenci ljubimo imeti svojo nepremičnino in veliko vanje tudi vlagamo. Ti si brez težav podnajemnica in si v podnajemniškem stanovanju urediš svoj mali raj. Ja, mogoče sem že tako potepuh po naravi, jaz se rada premikam. Všeč mi je ta svoboda, da se lahko tudi brez večjih birokracij preselim. Po drugi strani se mi zdi, da ti nepremičnine v Sloveniji povzročajo veliko hude krvi, sploh v odločitvah, smrtih in tako naprej. Če že za mano ne bo ostalo kakšne nepremičnine, to pa vsaj kakšna vaza, kaj vredna. Če prostor učinkuje kot galerija, za njegovo domačnost poskrbijo predmeti, kot so ogledala, stoli in svečniki, ki jih je Mojca podedovala od prababice, babice in mame in jim namenila neko drugo funkcijo. Odraščala sem v hiši, kjer so ženske žal zgodaj umirale, tako da sem zelo zgodaj ostala z enim kupom neverjetnih stvari. Recimo tale zvonček je imel tudi vedno posebno vlogo. Ta je še od prababice, iz neke fine meščanske hiše. Ampak v naši hiši pri babici je pa ta zvonček vedno oznanjal, da je prišel dedek Mraz. Stanovanje prekipeva od ustvarjalnosti. Če uporabimo televizijski izraz, samostojnih kadrov v okvirjenih mini zgodb. To ni naključje. Mojčin prostor je hkrati njena pisarna in multimedijski studio. Ja, v teh koronskih časih se nekako tudi pojavlja moja želja in potreba, da delam nekaj. In popotniki smo bili med prvimi, ki so nam prirezali krila, tako da ja, od tule sem potovala z domačega kavča, nastala je kar ena cela serija oddaj Čez planke online. Med epidemijo koronavirusne bolezni, ko ni bilo mogoče potovati, si je Mojca zaželela novo sanjsko posteljo, iz katere bi lahko še bolj uživala v pogledu na Ljubljanico. Nakup postelje je bil za Mojco resen izziv, saj ga primerja z nakupom avtomobila, ki ga kupiš le nekajkrat v življenju. Mojca, ti si dala enih držav skozi, prepotovala res ogromno, velikrat šla čez planke. Naj se ne razume narobe, ampak gotovo si zamenjala veliko postelj, si spala marsikje. Zato me zanima, koliko si občutljiva sploh na ležišče, na spanje? Jaz lahko zaspim kjerkoli. A res? Stoje, leže, čepe, človek se znajde, mislim, na popotnih, na poteh. Je pa res, da z leti se mi je pa vsem zdelo, da sem pa res že dosti stara z eno fino posteljo tudi doma. In sem si privoščila, sem šla v ta salon. Veš, kako to izgleda? Ležala sem, pa na 15-20 ležiščih, so me zmerali, so me stehtali in potem se svetovali, ampak jaz že na 5. ležišče, ko sem se usegla, sem rekla, to je moje.
In so mi rekli, gospa, take imajo v hotelih. Ne? Tako da evo, s prve skoraj sem si izbrala hotelsko ležišče. Kakšna postelja je bila všeč in na čem očitno Mojca Mavec najraje spi? Rada ima visoke postelje, hkrati je najvšeč, da je to slovensko znanje in slovenska proizvodnja. To posteljo je oblikoval oblikovalec Valentin Marinšek, se pravi je plod slovenskega znanja in tudi v celoti izdelana po njeni meri, v njenih barvah, v njeni višini in v udobju, ki njej ustreza. Ker konec koncev zelo pomembno je, da nam postelja ne samo, da nam je všeč, ampak potem, ko gremo pa spat, da pa se tudi dobro naspimo. So še kakšne druge praktične malenkosti okrog te postelje? No, poleg višine je mogoče najbolj zanimivo to postiljanje, kjer se postilja samo zgornji rob postelje. Se pravi, izjemno lahko postiljanje in nobenega problema, če je postelja dana v sorazmerno majhen prostor, kar je dokaj običajno v teh meščanskih stanovanjih. Ne? Če imajo morda dnevne prostore nekoliko večje, so spalnice običajno manjše in tudi to je ena od prednosti teh box spring postelj. Se pravi, to je tip postelje, ki je narejen modularno in ki ga po delih lahko nesemo vsako majhno staro meščansko hišo in ga tukaj sestavimo na lokaciji v spalnici. A so pod posteljo še kakšni prostori za shranjevanje? Tudi to je ena od prednosti takšne visoke postelje. Spodaj je veliko prostora in v teh majhnih stanovanjih omogoča, da pod posteljo spravimo res lahko veliko stvari, tako da je postelja ni samo objekt, kjer spimo, ampak tudi objekt, pod katerim lahko shranjujemo ogromno enih stvari. Pa še eno ljubko stvar vidim, ki je zelo, zelo personalizirana, ne samo praktična. Mojca rada bere, zato smo zanjo naredili poseben žepek, v katerega bo, preden zaspi, lahko odložila svojo najljubšo knjigo, ki jo bo brala tisti večer. Vrnimo se še k Lucy, veliki žirafi, ki že ob vhodu v stanovanje napove, da smo na obisku pri veliki popotnici. Naredili so jo otroci iz neke afriške vasice in Mojco spremlja pri vseh njenih selitvah. Drugače pa ima Lucy prav posebno vlogo. V bistvu predstavlja tisto magično mejo med otroštvom in odraslostjo. Tako da vsi otroci, ki pridejo na obisk, se zmerijo, do kam sežejo Lucy. Kako pa to določiš, kje bi bil otrok, pa kje je odrasel? Od tu naprej gre za res. V redu. Si še kar odrasel. Je pa en fant zadnjič tako lepo rekel, ja, Lucy šepeta skrivnosti oblakom. Tako da očitno je tudi inspiracija za kaj več. Pozdrav, tja gor.